kaj se je zgodilo v tretjem tednu po volitvah in kaj nas čaka v bližnjem. V petek je potekala ustanovna seja državnega zbora, pred katero so bila omenjena potencialna imena za predsednika državnega zbora. Izvoljen pa je bil predsednik Resnice Zoran Stevanović, ki je s podporo poslancev iz vrst SDS-a, Nove Slovenije, Demokratov in lastne stranke postal predsednik državnega zbora. Stevanović je tudi sporočil, da njegova overjena izjava iz leta 2021, v kateri se je zavezal, da z Janezom Janšo ne bo sodeloval po vstopu v parlament, nima teže. Citiramo izjavo. Podaj podpisani Zoran Stevanović se zavezujem, da stranka Resnica nikoli ne bo politično sodelovala s stranko SDS in njenim predsednikom Janezom Janšo. Vkolikor bi se to zgodilo, se zavezujem, da bom v istem trenutku odstopil z vseh funkcij. Ta teden se bodo najprej oblikovale nove poslanske skupine, govori se o možnih prestopih iz različnih skupin, vendar nič še ni uradnega. Imamo pa dva pomembna datuma. Prvi je ponedeljek, 20. april, ko je prvi možen termin za sestanek predsednice Nataše Pirc Musar z vodji poslanskih skupin, kjer se bo ugotavljalo, ali obstaja kandidat za mandatarja, ki lahko zagotovi 46 glasov podpore. Drugi datum je 10. maj, ko je skrajni rok, do kdaj mora predsednica republike kandidata za predsednika vlade predlagati državnemu zboru. Če v roku od 48 ur do 7 dni kandidat ni izvoljen, sledi še drugi in tretji krog. Vkolikor se bo vse tekoče odvilo, lahko pričakujemo, da bo Slovenija dobila novo vlado že pred junijem.